Onorevole Bogovič, per 1 minuto e 30, prego. Hvala predsedujoči, spoštovana gospa komisarka. Pospešeno črpanje kohezijskih sredstev, predvsem na področju okoljske in transportne infrastrukture, je v letih 2013 in 2014 dalo zagon gradbenemu sektorju, kar je na primer v Republiki Sloveniji v veliki meri pripomoglo k izhodu države iz recesije. Podobno se je zgodilo tudi v številnih drugih članicah, kjer so kohezijska sredstva predstavljala 20 pa vse do 80% vseh javnih investicij. Nove cestne povezave, hitre železnice, novi vodovodi, čistilne naprave, širokopasovne povezave na podeželju, poslovne cone, tehnološki parki, to so ukrepi kohezijske politike, ki poleg prostega pretoka ljudi, blaga in storitev, skupne valute evro, so se izkazali kot ključni gradniki tudi evropske ideje, evropske skupnosti. In takšno Evropo si želijo naše državljanke in državljani. V poslanski skupini Evropske ljudske stranke že dlje časa opozarjamo, da imamo že na začetku novega kohezijskega obdobja 2014-2020 ogromne zaostanke, ki bodo imeli za posledico tudi izpad črpanja v letu 2014, posledice pa bodo tudi v letu 2015 zaradi mogočih zapletov pri sprejemanju operativnih programov in zaradi tega manj počrpanih sredstev. Zato pričakujemo in apeliramo na novo komisarko, na Evropsko komisijo, da vzame kohezijsko politiko kot ključno politiko v svojem programu in da čim prej v sodelovanju z državami članicami odpravi te zaostanke pri sprejemanju operativnih programov. Naredite to, naredite nekaj za skupno Evropo. Grazie. Madame Isabelle Thomas, pour 2 minutes, à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la Commissaire, c'est un plaisir de vous retrouver de ce côté-ci de l'hémicycle. Cependant, le retard de validation des programmes opérationnels constitue une grave anomalie